No, moker in težak sneg je na Mariborskem torej podiral drevesa na električne vodnike. Zaradi izpada elektrike so zavladale izredne razmere. Že zjutraj ni imelo elektrike približno 30 tisoč odjemalcev Elektra Maribor. Do popoldneva pa je številka narasla na skoraj 45 tisoč. Težave imajo tudi na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana. Zato je bila tudi težava pri oskrbi s pitno vodo. In težave so imeli še vrtci, šole, ponekod je odpadel pouk. Izpadi elektrike, motena oskrba s pitno vodo, snegolom, le nekaj današnjih težav na severovzhodu države. Ob polnoči je zmanjkalo elektrike, tako da čakamo še na to, da se vrne elektrika. Ne, problem je elektrike ni. Ja. Elektrike ni. Kje ste vi doma v Pesnici? Na Pesnici, brez elektrike. Kako dolgo ste že brez? Mendolnih ob 3 minuto se je že ugasnilo. Razmere na terenu so ekstremne, izredne in tudi moram povedati, da smo razglasili tudi v bistvu aktiviran načrt za zaščito in reševanje. Današnji izpad je ogromen. Ob 11. uri je bilo brez elektrike nekaj več kot 42 tisoč uporabnikov. To je res nepojmljiva številka na celem oskrbnem območju. Največ je na Ptuju, potem na Bistriškem koncu Mariboru, potem Radgoni, potem na Prekmurskem v Mačkovci. A ne le tam, v Celju je bilo zjutraj brez napajanja nekaj več kot 8 tisoč uporabnikov, v Ljubljani nekaj 100. V jutranjih urah okoli 70 tisoč Mariborčanov ni imelo pitne vode. Vodo ste imeli danes? Ne, danes zjutraj ne. Pa to je trajalo 1 uro. V cca 30 minutah smo seveda uspeli postaviti nazaj vodooskrbo s tem, da je Elektro Maribor preklopil na rezervni vir, ki ga imamo, to se pravi z drugega transformatorja. Zaradi povečane nevarnosti lomljenja vej in podiranja dreves je mestna občina Maribor zjutraj občane opozorila naj med drugim ne hodijo v gozdove. Težave imajo tudi na Goričkem. Z ravnateljem osnovne šole Grad smo dopoldne govorili le preko telefona, saj mu izpad elektrike videoklica ni omogočal. Na tem delu Goričkega zelo močno sneži, da smo brez elektrike, trenutno tudi brez seveda signala in pa tudi brez kurjave. Še pred začetkom so se zato odločili, da bo pouk odpadel. 136 osnovnošolcem so se zimske počitnice pričele dan prej. Noben dan pouka ni tako pomemben, da bi se slučajno kakšnemu otroku ali komorkoli od delavcev zgodilo kaj hudega. Na terenu pa so sicer že ves dan vse ekipe Elektra Maribor, ki s civilno zaščito in prostovoljnimi gasilskimi društvi odpravljajo posledice poškodb. Kdaj bodo elektriko nazaj dobili vsi, še ni znano.